Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes še uradno povabilo z mano za prvomajske praznike v Medžugorje. Se pravi, duhovno potovanje v Medžugorje in zdaj, da vam vse razložim, cel potek, mogoče za vse tiste, ki še razmišljate. Več kot pol avtobusa je polnega, ampak še vedno je pa prostor, tako da če vas pokliče, kar korajžno. Kaj je ta prva zadeva? Datum. Od 27. štartamo v zgodnjih jutranjih urah, ampak to pomeni tam od polnoči do enih. Štartamo iz Ljubljane, avtobus bo sicer je tukaj iz Poljanske doline in bo v Škofji Loki že pobral mene pred hišo, pa zdaj, če je kakšen iz Škofje Loke, lahko tudi tukaj sem pride. Potem naslednjo postajališče bomo imeli v Ljubljani pred Kolosejem in naslednje v Novem mestu. Točne ure bom še točno vsakega poklicala, pred odhodom razložila vse potrebno, ampak zdaj okvirno, da razložim. Potem bomo imeli nočno vožnjo do Medžugorja in zdaj tisti, ki lahko spite na avtobusu, vam vsekakor priporočam, vzemite s sabo kakšno dekco, jaz zmerom deko vzamem s sabo, in neko blazino, pač polšter. In to zaradi tega, ker jaz se namontiram, zavijem in dejansko spim med vožnjo. Zdaj, za vse tiste, ki ne morete spati, bomo zjutraj prišli v hotel Vila Ruža v Medžugorju in boste takoj dobili sobo in boste lahko šli pač spat. Ne sedežni red, ampak kdo bo s kom v sobi, bomo določili na avtobusu. Tako da to bomo spotoma se zmenili, lahko mi tudi že sporočite, s kom bi bili radi v sobi. In v glavnem, zdaj pa cena hotela. Cena hotela, to boste na licu mesta poravnali, oziroma bom verjetno jaz pobrala pa pol vse skupaj plačala, ampak v glavnem pride 30 evrov na noč, oziroma 60 evrov pride spanje s polpenzionom, da se razumemo. Se pravi, 2 zajtrka in 2 večerji sta vključeni v ceno za 60 evrov in seveda spanje v dvoposteljni sobi. Tako da v glavnem, to je zelo poceni. Kar se tiče avtobusa, bomo razdelili na enake dele, tako da, ne vem, več kot 160 do 180 vsekakor ne bi smeli priti. Zdaj seveda se mogoče nekdo vpraša, koliko denarja za sabo. Nekaj malega seveda za kakšno kavo, nekaj potrebujete tudi za mogoče kaj čez dan za pojesti. Jaz vedno nesem s sabo kakšen jogurt, kakšno beljakovinsko tablico, tudi tele moje šejke nesem s sabo, ker pač, veste, če postanem lačna, jaz jem, tako ne stradam, No, to je zdaj pomembno. Za obut si nesem s sabo vedno še čevlje za preobut. Zdaj mogoče za v Medžugorje jaz si nesem kar gojzarje s sabo, te pohodne čevlje, ker mi bolj enostavno ni to plezanje, ampak vseeno je kamnita pot, gre se počasi tam, ker je hrib prikazovanja, pa pol na Križevec, ampak res se pa splača to doživeti. Zdaj tukaj vam želim pokazati, čakajte, sem omenila, s sabo obvezno morate vzeti za na avtobus deko, rabite nek polštrček, da se lahko zavijete, to je pomembno, no, tako da pa pač za preobleči. Povratek, zdaj, ker smo pri teh tehničnih zadevah. Se pravi, 27. zjutraj pridemo v Medžugorje, potem smo večer zaključimo z večerjo, potem zjutraj gremo na Križevec, bomo videli, naslednji dan bo sigurno še kakšna zadeva, tako da to bom še dodelala ta program. Potem spet večerja, naslednjo jutro, to je pa zdaj 29., 27., 28., 29. zjutraj, pojemo zajtrk in po zajtrku se odpravimo v Mostar. V Mostarju imamo postanek, zdaj pa odvisno od vremena, za en mesec naprej ne moramo vedeti, kakšno bo vreme. V Mostar gremo v vsakem primeru, tako da tam v glavnem, če ne druga, mogoče bo že toliko toplo, da bo kakšen skok izvedel iz tega mostu, če ne druga, kakšno džezvo se lahko kupite, bakreno. V glavnem Mostar ima dušo, absolutno jo ima.
Tako da tam se bomo nekaj časa zadržali. In zdaj pa edina stvar, ki je še pod vprašanjem, je pa Sarajevo. Če bo lepo vreme, bomo šli nazaj, povratek preko Sarajeva in potem v zelo poznih večernih urah domov v Slovenijo. Če bo grdo vreme, gremo nazaj na avtocesto in se v bistvu po jadranski avtocesti vračamo proti domu. Seveda z vmesnimi postanki. Tako da to je odvisno od vremena. Skupina, ki je že prijavljena, je že tako luštna, da se toliko veselim. Mnogi izmed teh so bili že z mano. Pa ne mislim, da se vsi med sabo poznajo, ampak taki luštni ljudje, da res se veselim. Zdaj vam bom pa pokazala iz zadnjega tega našega duhovnega potovanja v Medžugorje. Bila je ena gospa, ki je pred kratkim umrl mož in je jokala in jokala in jokala. In z njo sem šla na križevec in dejansko v enem trenutku se je naredila ena taka neverjetna svetloba in jaz vzamem samo telefon ven in slikam. In to, kar sem slikala, poglejte, kaj sem slikala, jaz upam, da boste videli. Vidite, slikala sem neko svetlobo, ampak jaz sem prepričana, tam gor na vrh je kot križ, kot neka, jaz sem ene gospe pokazala to sliko, ki vidi energije. Je rekla, to je Marija, ampak v rokah drži kruh. Wow, veste, kaj je meni prinesla? Kaj je meni prineslo zadnje Medžugorje 2 leti nazaj? Dobesedno kruh. Jaz takrat nisem šla absolutno ne za sebe, ampak sem pač tako čutila, da to organiziram. In dobesedno sem nekako dobila nek blagoslov, da vedno imam dovolj denarja, vedno imam za preživeti. Jaz tega kruha sicer tle noter ne vidim, ampak ja. In a veste, kaj je bilo zanimivo? S to gospo, ta gospa, ko je šla čez to svetlobo, ona se je od tam naprej samo smejala. In so me sprašvali, Minka, kaj si naredila s to gospo? Sem rekla, nič, samo z njo sem bila, rabila je nekoga, nič drugega. Tako da ja, čudeži se dogajajo, veste, čudeži se dogajajo. Prvič, ko sem bila v Medžugorju, sem bila z mojo mamo, to je moja ena rezervna mama, Tončka, s katero se poznava iz večjih življenj, ampak jaz, ko sem to mojo Tončko spoznala, je nisem mogla klicati Tončka, ampak je bila zame Francka. In veste, vsakič, ko sem jo pogledala, Francka, nekako je že ime, Francka, ne, ni Francka v tem življenju, Tončka. S Tončko se poznava zdaj že 24-25 let in z Ireno. Irena tudi zdajle gre in tako se veselim, to je ena taka svetla dušica, a ne Irena, jaz te tako vidim. V glavnem, z njima sem bila prvič v Medžugorju in je bilo tako zanimivo. Na dnu križevca sem dobila pravilno oblikovano srce, kamen, tako, ko bi ga nekdo izklesal. In jaz ta kamen dam v ruzak in ga nesem s sabo in sem rekla, to pa jaz nesem domov kot spominek. Ko smo prišli na vrh križevca, je dež začel padati in so bile strele, mi pa gor na vrh. Jaz tisti kamen razmišljam, sem rekla, ne. Jaz bom ta kamen pustila tle pod križem in sem rekla, takole stvarstvo. Jaz se s temi mojimi ljubezenskimi zadevami ne bom več ukvarjala. Ukvarjajte se vi. Ja, so mi poslali novo porcijo. Čez en teden sem spoznala tega mojega druga partnerja, karmična vez iz mnogih življenj, a sem dobila tornado za predelati. In očitno to, kar sem prosila, sem tudi dobila. Pa, glejte, nikdar ne dobimo več, kot lahko predelamo. Ampak mogoče je bilo nekako tako čas, da predelam še tisto, kar mogoče me je bilo tako groza, strah, ampak sem sprostila in glejte, so se stvari rešile. Če se vrnem na to gospo, ki je jokala, pa se noben ne ve, kdo je, sam tistih nekaj, zadnjič je bila pri meni, pa tako sedi kaj ena majhna punčka, pa reče, zaljubljena sem. Sem rekla, yes, bravo! Glejte, 2 leti kasneje je spoznala moškega in je tako srečna in tako, a veste, kako sem občutila, da ona končno živi, končno živi.
čudeži se dogajajo, verjemite mi. Tako da, tudi če niste verni ali pa če ne visite v cerkvi, jaz niti cerkve ne čutim več, tako da niti ne vem, če bom šla k maši. Mi smo v tej vili Ruža, je tako, da imamo peš do hriba prikazovanja, peš do cerkve, tam je en križ, kjer tečejo Kristusove solze. Jaz imam tisti robček, imam v denarnici. Takrat, ko sem bila prvič, nisem niti imela pojma, kam naj se postavim, in moja Tončka pa Irena rečeta, da so tam Kristusove solze, da iz enega kipa tečejo solze, bakren kip, ven pa tečejo ta prave solze. Je rekla, veš, robček rabiš, in jaz začnem, nimam nobenega robčka samo. In ena gospa za mano pravi, jaz sem kupila robčke, če rabite, tle imate. Pa mi je dala. In dejansko so tekle solze. To je bilo prvič, ko sem bila. Jaz sem jih pobrisala in ta robček imam v denarnici. Ko sem bila pa drugič, je bila pa tako nasilna energija tam. Tam so bili ljudje, ki so hoteli Kristusove solze. Ne teče, ne teče. Tako je bilo, ko bi grabili nekaj. Grozna energija je bila. Tako da ne vem, če bom šla k tistemu kipu, bom šla zgodaj zjutraj, pozno zvečer, nikakor pa ne takrat, ko je množica ljudi. Še ena stvar. Prvič, ko sem bila v Medžugorju, smo bile na hribu prikazovanja zvečer. Tako je bilo čarobno, ampak tako je bilo čarobno, in vam bom tudi to sliko pokazala, ker ta slika, ki sem jo tam posnela, je bila dejansko, glejte, ta slika, glejte, jaz upam, da boste videli, ker imam tukaj osvetljavo, ta slika sem jo jaz slikala in je bil sončen zahod in Marija je obrnjena proti Sloveniji. Gleda proti Sloveniji in tudi zahod je proti Sloveniji. Vam povem, tako neverjetna energija. Bom tako dala, da boste bolj videli, glejte, takole. Čudovito je bilo. In ta večerna energija, ker večina ljudi gre pač k maši, mi smo bile zvečer tam. Tako da zdaj bomo imeli dovolj časa, da bomo zvečer tam, zgodaj zjutraj tam. Še ena stvar mi je ostala od zadnjega tega potovanja v Medžugorje. In tudi to sem rabila srečati. Vsak gre pol po tem križu poti prikazovanja sam, tako da jaz nič ne vodim, da se razumemo. Bile pa ena skupina Slovencev, ki so molili rožni venec. In vam povem, da prav umaknila sem se iz te steze, ker je bilo čutiti tako energijo jeze, agresije, kdo bo bolj molil naprej. Ena taka grozna energija je bila, da enostavno nisem mogla biti tam blizu. In dejansko to je energija mnogih, ki molijo na ta način. Tako da jaz verjamem v to, da stvarstvo sliši to, kar imamo v srcu. Ne to, kolikokrat izgovorimo Zdrava Marija, milosti polna, to je brez veze. To, kar nosimo v srcu. In to, kar nosimo v srcu, je naša neprestana molitev. To je vibracija, ki jo oddajamo, to je naše polje molitve, in to naše polje molitve je tisto, kar nosi v naše življenje tako dobro kot slabo. Pač to tako je. Zato, če delate na sebi, naredite tako, da bo vaše polje molitve, da bo vaša energija pozitivna, ker potem se dobesedno v vašem življenju zgodijo čudeži. Zdaj pa gremo na sporočila. Prvo, prehod v novodobo, pa bomo angelske karte, pa Ošotove karte, pa vinilske karte, da vidimo za vse tiste, ki ste nosilci luči na to zemljo, kaj je za ta trenutek za vas pomembno, sploh pa mogoče, če razmišljate, a bi šel z Minko na tako potovanje, ali ne bi. Dejstvo je, da poceni je, luštan bo, ampak če vas ne pokliče, pol ne hodite. A veste, če vas pa pokliče, pa ja. Nova pot. Dovoljujem, da končni rezultat preseže vsa moja pričakovanja. Nahajam se na pravi poti. No, zanimivo, gremo naprej. Tema, kaj se skriva v nezavednih delih mene, prosim za zavedanje. Mogoče boste imeli čiščenje vaših temnih delov, kar je tudi prav,
naj se sčisti, naj se prečisti in prehod v novo dobo. Čeprav mogoče ta trenutek še ne vidite, na obzorju je nov dan, kažejo se spremembe, ampak očitno morate ali pa moramo počistiti še temen del nas, naše osebnosti, da bomo lahko šli naprej. No, potem smo rekli angelske karte. Tukaj imam angelske karte, pogovori z angeli. Pogovori z angeli in angeli pravijo glede našega duhovnega potovanja v Medžugorje sledeče. Odrežite svoje vezi, nadangel Mihael. Prosite nadangela Mihaela, da vas očisti vseh starih vezi v preteklem partnerstvu in da vas osvobodi vseh razdiralnih vzorcev. Odlično, rezali bomo vezi. Da pogledamo, naslednja karta za vse tiste nosilce, ja pa še enkrat. Še enkrat je očiščenje. Prekličite, očistite, izbrišite. Spet nadangel Mihael. Očitno bomo imeli čisto podporo nadangela Mihaela z nami. Uporabljajte samo pozitivne misli in besede, kajti te se zelo hitro manifestirajo. Prosite angele, da prekličejo vse učinke negativnega razmišljanja iz preteklosti. Se pravi, da pride do očiščenja. In ta tretje sporočilo za vas, nosilci luči na to zemljo. Energija kristalov vas podpira in vam pomaga v tej situaciji. Napolnite se z novo energijo. Energija kristalov je tudi energija narave, energija kamnov, zemeljska energija, ker kristali so v zemlji. In mogoče je čas, da se povežete tudi na ta način z energijo matere zemlje. Potem gremo na vilinska sporočila. Za vse tiste, ki vas mogoče majčkeno kliče, da naredite en premik in naredite nekaj drugače, mogoče en takle izlet, ki ni povezan z vašimi utečenimi izleti. No, da vidimo. Prvo sporočilo je, selitev je za vas korak v pravo smer, razcvet, sicer je tukaj nov dom, ampak očitno je nek premik za vas potreben za duhovni razvoj naprej. Vaša povezava z otroki je del vašega življenjskega poslanstva. Mogoče se vprašate, je to primerno za otroke, glede na to, da bojo takrat prvomajske počitnice. Je primerno za otroke, lahko vzamete otroke s sabo, ne bomo molili, to se ni za bati. Tako da to je prijetno druženje in se je že zgodilo, da je ena gospa, ki tudi zdaj gre, Silva je imela prejšnjič hčero s sabo, brez problema lahko vzamete odraščajoče otroke, da pa prav majčkene otroke vzamete na tako dolgo pot, da tam jokajo, veste, boste pa več energije porabili z otroki kot pa s sabo. Tako da mogoče razmislite, kaj je pametno narediti in mogoče otroku privoščiti kakšen dan dopusta od vas, pa vam kakšen dan dopusta od otrok. In rezultati tega se bodo pokazali v jesenskem času. Zadnjič mi je ena gospa razlagala, da prav energije meseca aprila so ključne za neke premike naprej in potem september je tisti, ki nekako pobiramo pol te sadove, kar smo posejali zdaj. Mogoče vam bo to pomagalo, da boste vedeli točno, kaj želite posejati. No in še Ošutove karte, da vidimo še tukaj za vse tiste, ki želite narediti na nek premik pri sebi, na svoji osebni, na duhovni rasti in da se mogoče premaknete iz cone obdobja. Te 3 karte, prišla je ničnost, tema. Ampak to ni tema, ampak je polje kvantnih možnosti. Se pravi, je to polje nešteto možnosti, vse je možno, vse, kar si zamislite, vse to se uresničuje. Prišla je karta ledena osama. To pomeni, da je prav, da čutite vaša resnična čustva. Prav je, da dovolite, da se stopi ta zid okrog vas, ker solze so avtopralnica za dušo. In če čutite, da je nekje ena bolečina, ki jo tako močno držite v svoji duši, mogoče je čas, da to gre ven. In razumevanje in osvoboditev. To je pa ta zadnja karta, ki je prišla in ta karta je pa res zanimiva. Golob, ki poleti iz kletke, klotke sem hotela reči. Se pravi, golob, ki gre na svobodo.
Naprej je zlata barva, konec okovov. Ja, zanimivo. Zanimivo, kaj ne rečem. Neverjeten. Če čutite, se prijavite, nekaj mest je še zmerom, mi se bomo lepo, poceni je, tako da v glavnem, ja, jaz si pa želim, da imamo tako, da je poln avtobus, zaradi tega, ker pač stroški na osebo pol pridejo manj, če pa se tudi tukaj zaustavijo prijave, je pa tudi v redu, še zmerom ne bo dražje od 180 evrov. Tako da v glavnem, v vsakem primeru, tisti, ki ga kliče, dobrodošel, jaz se veselim tega, ker je vedno lepo. Ker tudi tiste dušice, ki grejo večkrat z mano, ki jih poznam, se jih tako neverjetno veselim. Silva, Milena, te dve sta mi najbolj taka, ker Silva je tista, ki je vedno dobre volje. Milena, modra duša, zdravilka, res poklon takim svetlim dušam. In res uživam v tem, ker sem obdana s tako lepimi dušami. Ja, to je moj blagoslov. Ampak moj blagoslov. In tudi verjemite, tudi za vas bo to blagoslov. Tudi za vse. Tako da uživajte in ja, kakorkoli, kakor začutite, tako naredite. Tukaj v zadju čakra zlatega plamena, ki sem jo naslikala za novo sliko, ko imajo čakre žur. Tako da v glavnem tale je pa zlata slika in je naslov slike Polje veličastnih možnosti, neskončnih možnosti. V glavnem, ja, kvantno polje, kjer se vse udejanja. Tako da uživajte in predvsem naj pri vsem tem, kar delate, vas spremlja Božji blagoslov.